Torej, lepo pozdravljeni na 22. redni seji občinskega sveta občine Selnica ob Dravi. Torej, trenutno je 12 prisotnih. Od tega sta dva torej se opravičila, da jih danes ne bo. Torej, še ena kolegica Jasna, če je slučajno še ona kaj rekla. Tako da mislim, da ura pede, da lahko kljub vsemu torej začnemo. Torej, otvarjam sejo in ugotavljam, da smo sklepčni in prihajamo na drugo točko, to je obravnava in sprejem dnevnega reda, ki se glasi. Torej, v nadaljevanju bomo obravnavali zapis 21. redne seje, nato bom podala informacije o dogajanju v občinski upravi in občini v preteklem mesecu, potem bodo svoje informacije podali člani oziroma predstavniki vaških odborov, nato bomo pod točko 6 obravnavali strateški načrt javnega zavoda kulturno-informacijsko-turističnega centra Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi za obdobje 2021 do 2026 po hitrem postopku, nato pod točko 7 spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega zavoda kulturno-informacijsko-turističnega centra Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi, prav tako po hitrem postopku. Pod točko 8 bomo obravnavali poslovnik občinskega sveta občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi, nato spremembe statuta občine Selnica ob Dravi, prav tako v prvi obravnavi, in pa odlok o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 po hitrem postopku. Temu sledita še točki vprašanja svetnikov in pa pobude. Torej, dajem dnevni red v razpravo. Želi kdo razpravljati, kakorkoli spreminjati? Lepo pozdravljena. Tako da se nam je torej na začetku pridružila tudi še kolegica Jasna, tako da je ta trenutek 13 prisotnih, pa bomo še počakali z glasovanjem nekaj trenutkov. Tako dajem dnevni red na glasovanje. Prosim, da z dvigom lističev predlagan dnevni red potrdite. 13 prisotnih, 13 za. In prehajamo torej na naslednjo točko, to so informacije županje oziroma predtem še pregled sklepov oziroma izvajanja sklepov 21. redne seje občinskega sveta. Torej, na 21. seji smo sprejeli sklep o imenovanju nadomestne članice za predstavnico občine Selnica ob Dravi v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole, kar smo storili. Prav tako smo sprejeli sklep soglasju k povečanemu oziroma znižanemu številu otrok v oddelkih vrtca Kobanček Selnica ob Dravi, kar se prav tako izvaja. Sprejeli smo torej spremembe in dopolnitve sklepa o določitvi ekonomske cene v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu osnovna šola Selnica ob Dravi, torej kar se tudi že izvaja. Potem smo potrdili elaborat o oblikovanju cene izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Selnica ob Dravi, kjer se je torej prav tako začela izvajati. Nato smo ukinjali status grajenega javnega dobra lokalnega pomena na področju kulture, kar je sedaj torej v proceduri in se dokončno še ureja v zemljiški knjigi. Potem smo se torej seznanili tudi s poročilom o izvrševanju proračuna v prvem polletju 2021 in pa sprejeli smo odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2021, ki ga torej rebalans proračuna 2021, ki ga sedaj v skladu s tem tudi seveda izvajamo. Sedaj pa še morda torej nekaj informacij, kaj se je dogajalo v torej mesecu novembru oziroma do začetka decembra, torej od takrat, ko smo imeli zadnjo sejo. Torej, končali smo z investicijami torej v ceste, ki so bile, pa morda še pred tem, da smo torej tudi pripravili dokumente identifikacije investicijskega projekta, torej za cesto Springer-Šantl, ki je že končana, potem za obnovo poslovilne vežice v Selnici ob Dravi, ki je prav tako končana zunanjost, končana je tudi notranjost, torej kupujemo še nekaj opreme za tisto priročno čajno kuhinjo, ki bo zdaj torej urejena. Potem smo torej pripravili tudi DIP za ureditev komunalne infrastrukture v naselju Zgornja
Selnica, kjer smo končali torej tisti zadnji del ureditve, to je tista povezava med G11 in pa cesto na Duh, torej zadaj za Kobanko. V celotni dolžini, zdaj nas pa čaka potem še samo kanalizacijski in vodovodni del nazaj do glavne ceste. Tako in pa seveda končali smo tudi preplastitev Lovske ulice do vodohrama, ki je povzročal velike težave vedno takrat, kadar je bil naliv, kajti takrat vodovod, torej do vodohrama, vodovod redno preglejuje in vozi in se seveda to na cesti pozna. Tudi to je bilo zaključeno. Čisto na koncu, torej konc novembra smo pa na srečo zaključili tudi peš pot od Tuša do križišča z Rušami, ki je torej požela res torej veliko pohval, tako da se torej tudi v imenu vseh občanov, ki to uporabljajo, pa tudi voznikov, ki vozijo tu mimo, vam torej vsem svetnikom zahvaljujem, torej tudi za to potrditev tega projekta v okviru proračuna in da smo ga uspeli rešiti. Potem smo pripravili novoletno krasitev kraja, kot ste videli, smo se letos posebej še potrudili v centru, da je zaživel torej v lepih barvah, na kar smo tudi zelo ponosni. Zaključili smo vse razpise in sredstva torej za torej vse projekte in pa za torej tudi dodelitev subvencij za ureditev malih komunalnih čistilnih naprav, lastnih vodovodov in pa torej azbesta. Lotili smo se, torej kot veste, že vsa torej leta do zdaj, od začetka 2019 izvajamo digitalizacijo občinske uprave, torej da se naša občina digitalizira, da postaja vedno bolj učinkovita, s tem je tudi lažje dostopna do občanov, torej hitreje se da delati in seveda je tudi potrebuje manj tistega vsakodnevnega dela za urejanje nekih evidenc in se lahko zaposleni posvetijo torej pridobivanju novih projektov in pa predvsem finančnih sredstev za nove projekte. In ena izmed takih pomembnih pridobitev je tudi digitalizacija pokopališča. Torej, da sedaj se je vodil kar torej ročni register o tem, torej kdo ima pokopališče, kdo je pokopan, kdo je upravljalec oziroma plačnik ali najemnik prostora. Torej, ročno so se pripravljale pogodbe in se potem to skrbelo in seveda natiskalo. Sedaj smo to digitalizirali in imamo torej tukaj spodaj desno na predstavitvi vidite en izsek pokopališča. Torej, sedaj je pokopališče torej v digitalizirani obliki in vidimo torej vsak grob posebej in kadar kliknemo torej na en grob, tukaj vidite desno, torej ravno sem torej predstavlja, torej kjer je moj oče pokopan, se odpre ti okenci, kjer vidiš torej kdo je pokopan in kdo je torej najemnik, pa vse tiste torej številke, parcel in podobno, ki potrebujejo. Torej v skladu z zakonodajo mora občina imeti natančno urejene registre torej na pokopališču. Dodana vrednost, torej eno je to, da je seveda racionalizirano delo znotraj uprave, da sedaj dosti hitreje pripravljamo in pošiljamo vse pogodbe, torej kdo je plačnik, kdo je že plačal, kdo ni, za katere grobove. Drugo pa je, da bomo v naslednji fazi, tukaj v letu 2022, digitalizacijo torej prenesli tudi na samo pokopališče. Kot ste nekateri verjetno videli, marsikatero pokopališče v Sloveniji že ima ob vhodu ali pa na vežici monitor, ko pride obiskovalec recimo in ne ve, torej kje, ker so velika, tudi naše selniško je že veliko pokopališče in morda veste, kdo je pokopan, koga iščete ali pa veste, torej sorodnike, ki za to plačujejo ali pa plačujete, ne, potem boste lahko v ta monitor torej vpisali ime, torej koga iščete in vam bo natančno lokacijo pokazal, kje je ta grob na pokopališču umeščen, da ga boste lahko torej tudi obiskali. Ne glede torej na vse je pa vseeno, torej vse narejeno v skladu z uredbami in pa direktivami na področju varovanja torej podatkov, tako da so torej seveda vsi podatki vseh teh torej tudi pravilno shranjeni. Potem smo v občini, ker se realizacija proračuna končuje, ker smo več ali manj naloge do konca novembra zaključili, smo že torej pristopili k pripravi novih projektov, novih projektnih idej, to, kar bomo delali torej tudi v letu 2022. Prijavljamo se tudi že na evropske razpise, tako nekje malo oddaleč se nam že neki denar ponovno, torej ga imamo na vidiku, pa upamo, da bomo na razpisih uspešni in da bomo lahko torej ta denar pridobili že v začetku leta 2022 in tako še obogatili torej naš proračun. Kot veste, nas čaka drugo leto nadgradnja čistilne naprave, torej nova potopna črpalka za črpališče pitne vode, potem nova cev na Ruškem mostu in še torej velike želje o ureditvi centra središča torej naše občine, torej pred cerkvijo oziroma pred občinsko
stavbo. Potem pa še morda nekaj informacij, kot veste, je precepljenost ali pa cepljenost v Sloveniji še vedno precej nizka, tudi moram povedati, žal tudi v naši občini je kar nizka, zato smo tudi naša občina pristopila k vseslovenski akciji Teden cepljenja, ki bo potekal pred prazniki, zato da se vsi zaščitimo še pred prazniki. Od 20. do 23. decembra v Selnici ob Dravi bo cepljenje v sredo, 22. decembra, med 16. in 17:30 uro v zdravstvenem domu v ordinaciji dr. Bajgota. Vse dni, torej 24 ur na dan, pa bo možno cepljenje v Mariboru in sicer čez dan, torej zjutraj od 8. pa zvečer do 20. ure v cepilnem centru na Jezdarski ulici, tam pri Magdalenskem parku, in pa zvečer od 20. ure pa zjutraj do 8. ure pa v kliničnem centru Maribor. Torej vsak, ki se želi, torej ima možnost, torej v vseh teh dnevih bo cepljenje na voljo 24. Prav tako smo torej uredili, kot so torej župani želeli, tudi testiranje. Veste, da je bila velika težava pridobiti kadre, ki bi izvajali testiranje v naši občini, pa smo vendarle dobili, tako da imamo torej tudi hitro testiranje pri nas in sicer vsak dan od ponedeljka do petka med 11. in 17. uro in potem v nedeljo med 12. in 16. uro in to v prostorih Rdečega križa. To je tisti prostor, ki ima vhod, to je občinska stavba, ki ima vhod zadaj iz dvorišča. Potem je še, torej morda vas bi opomnila torej tudi na dogodek, ki se bo dogajal tukaj 17.12., to je jutri v petek, 17.12. ob 18. uri bo tukaj v Hramu kulture torej potekala razprava na temo, torej kaj nam prinaša digitalizacija družbe. Menim, da je to eden izmed torej zelo pomembnih segmentov, ki bo krojil naše življenje in delo v letih torej 2030 in še naprej. In zato je morda torej primerno, da vsi tisti, ki vas to zanima ali pa bi želeli s tem več vedeti, da se tega udeležite. Torej prišel bo tudi evropski poslanec, torej gospod Franc Bogovič in pa to strokovnjakinja torej na področju digitalizacije, dr. Emilija Stojmanova Duh. Potem bo še zelo pomembno, to soboto, 18.12. bo zbiranje kosovnih odpadkov med 8. in 15. uro na spodnjem platoju za hladilnico, torej zaradi tega, ker je most zaprt in imamo kar nekaj težav tudi z odnašanjem odpadkov na zbirni center, smo ponovno torej uredili, da bo se 18.12., torej v soboto med 8. in 15. uro lahko vsi, ki želijo, pripeljajo tja kosovne in pa torej druge odpadke, tako da prosim, torej, da tudi to torej v svojih okoljih sporočite. Pa še vesela zaključna novica, torej pri nas bo torej tudi obisk Božička, torej seveda v skladu s pogoji, ki sedaj veljajo, torej mobilnega Božička bomo imeli 22.12., ki bo pričel ob 17. uri na Fali in potem šel v smeri proti vzhodu, torej naše občine na Sljemenu, tam zvečer okrog 7. ure, tako da torej vabljeni, da ga na tej poti, torej da mu pomahate. Žal, torej druženja ne bo, bo pa vseeno torej pomahal in pa nagovoril. Toliko torej glede obvestil, kaj se je dogajalo v preteklih tednih. Sedaj pa prihajam na informacije. Prosim? Hvala lepa. Torej me je direktorica opozorila, da smo pozabili potrditi zapisnik 21. redne seje. Tako da se torej opravičujem, ni bilo namensko. Torej dajem v razpravo zapisnik 21. redne seje. Želi kdo razpravljati oziroma pripombe? Prosim, Igor. Prav lepo zdrav. Nimam dobenih pripomb, samo imam, bom rekel, eno sugestijo. In sicer jaz sem v prejšnji seji pri 12. točki, ko govorimo o odloku, spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu za leto 2021, hitri postopek, imel razpravo, v kateri sem tudi podal vprašanje, pa bi želel, da se to zabeleži. In sicer moje vprašanje je bilo približno takole, malo sem sicer zdaj že pozabil, ampak vem pa vsebinsko. To pomeni, takrat sem spraševal okrog prerazporeditev sredstev in me je zanimalo v proračunu v tistem delu, ko govorimo o investicijskem, pa bom rekel, v tistem predalčku, ko govorimo o investicijah
in sem vprašal, či je bila prekoračitev, bom rekel, tistih zakonskih 20%, mogoče kakšne prekoračitve, pa dejansko potem županja odgovorila, da ni bilo dobenih in sem dejansko tudi rekel, da bom potrdil ta rebalans, zato bi prosil, da se ta moja razprava zabeleži. Ja, hvala lepa. Naša direktorica zelo natančno vse napiše v zapisnik, torej pa damo bolj skrajšan zapis, tako da bi torej prosila, mislim, da je... Jaz sem si to malo pripravil, pa potem iz tega se lahko... Torej bomo dodali, ker je bilo takrat torej glede tega vprašanja tudi prerazporeditev, ali je to znotraj torej tistega člena odloka, ki govori o prerazporeditvah, ali gre za investicijske postavke, zato ker govori torej naš odlok o 10% možnosti prerazporeditev teh znotraj torej postavk v proračunu, torej ki jih lahko jaz samo z odredbami delam, in pa torej tistih 20%, ki govori na investicijskih postavkah. In torej to velja za takrat, kadar torej rebalansu lahko prenašamo, kolikor želimo, med samim, torej od sprejetja rebalansa, pa potem torej pa so določene omejitve. Tako da hvala za opozorilo, bomo seveda to dodali. Še morda kakšno vprašanje, še kakšna pripomba. Vkolikor ne, pa torej prosim, da s to pripombo v zapisniku torej tudi dajem skrajšan zapis 21. redne seje. Tako, hvala lepa. Torej 13 prisotnih, 13 za. Sedaj pa prihajamo na informacije vaških odborov, pa torej vidim gospoda Senekoviča, če bi vi morda prvi, potem pa gospod Koren. Torej mislim, da se pa gospa Volmajer upravičila, ne? Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Lepe pozdrave tudi iz Slemena. Pripravil sem kratek povzetek del, ki smo jih naredili v letu 2021. Se pravi, na objektu stare šole na Slemenu upravljenih 920 ur. To so zidarska dela, dela na omrežju, dela na razdelilni postaji, dela na električnem omrežju, dela na električni razdelilni postaji, zemeljska dela ozemljitev in montaža stavbnega pohištva. Pomoč zunanjih izvajalcev, menjava ostrešja, ki jih je opravljal Karba, fina dela v učilnicah pleskarji, ki jih je delo Tjukajev. Moram povedati, da so dela 90% gotova, ostalo se nam je samo tla, parket, ki jih moramo zloščiti, oporusiti in urediti. V mesecu maju smo imeli čistilno akcijo, za očistimo Slemen. Preko 50 prostovoljcev se je udeležilo in naredili smo res veliko delo. Aktivno smo sodelovali na vseh projektih vaških odborov Spodnji Slemen. Radi bi se zahvalili za vso pomoč pri naših aktivnostih vseh članov občinskega sveta, občinski upravi, načeloma z gospo županjo, za pomoč in potrpežljivost z našimi težavami, na katere smo naleteli. Hvala lepa. Najlepša hvala. Ja, torej vsi skupaj smo veseli, torej celoten občinski svet in pa seveda torej tudi občinska uprava, da smo torej uspeli zagotoviti znotraj proračuna in potem seveda skupaj s pomočjo številnih ur prostovoljcev na vaškem odboru, da se torej tudi prostori na šoli na Slemenu torej spreminjajo. Torej še kaj posebnega na vaškem odboru Duh, upam, da nimate preveč snega, čeprav se opravičujem, ker se je zelo slabo torej plužilo, zdaj pa nas je komaj začel sneg, mi smo se zelo trudili, da bi čim večkrat smo klicali Nigrad, pa žal je bil odziv dokaj slab, tako da upam, da ni kakšnih hujših torej posledic torej tega, pa upam, da bo zdaj so nam obljubili, da bo, ko bo naslednji sneg, so pa čisto pripravljeni. Tako da, tako kot vsako leto. Tako, hvala lepa. Hvala torej za vse te informacije, sedaj pa prihajamo na naslednjo točko, to pa je strateški načrt javnega zavoda kulturno-informacijsko-turističnega centra Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi za obdobje 2021-2026, hitri postopek in tukaj bi pa prosila gospoda direktorja, gospoda Krajnčeviča, da nam ta strateški načrt predstavi. Izvoli. Najlepša hvala za besedo, gospa županja.
Pozdravljena seveda tudi direktor za občinske uprave, spoštovane svetnice in svetniki. Kot na nek način v skladu z ZUIK-om, ki seveda govori, da mora direktor ob nastopu mandata v zelo kratkem času pripraviti strateški načrt. Tako sem seveda danes tu pred vami in v skladu z odlokom o ustanovitvenim statutom. In seveda ta strateški načrt je nek dokument načrtovanja, v katerem se seveda opiše razvoj, smer razvoja zavoda v naslednjih 5 letih, ki seveda mora biti usklajen z neko lokalno strategijo razvoja in pa seveda tudi širšo strategijo razvoja. Zdaj bom pa na hitro šel skozi naš strateški načrt, s tem, da se bom pa vseeno nekaj malega moral vrniti v bi rekel, bližnjo preteklost, ker leta 2016, ko se je predstavljal ta prvi strateški načrt razvoja, je bil pravzaprav ta precej podoben temu, tistemu, ki smo ga na nek način že predstavljali. In sicer zakaj? Zato, ker ko bomo potem skozi rezultate v letu 2019, ki je bil, se pravi, kjer smo se mi v razvoju ustavili, preprosto povedano zaradi korone, ki nas je seveda v zadnjih 2 letih, se pravi tiste, ki organiziramo javne prireditve, zelo in močno prizadela, se bo precej stvari iz tistega strateškega načrta pravzaprav zdaj ponavljalo, zato ker smo v tem trenutku mi zdaj na slabšem, kot smo bili takrat, ko smo seveda hram kulture kot tak tudi odpirali. In če seveda gremo malo po vrsti, strategija načrtuje ponovno aktivno delovanje javnega zavoda, ki je v zadnjem obdobju bilo zaradi covida seveda okrnjeno, in vseh omejitev, ki smo jih na nek način imeli, kar pomeni, da je seveda naš obisk v času zaprtja smo pravzaprav imeli samo tiste dogodke, ki smo jih smeli, to pa pomeni, da smo imeli galerijo odprto navzven in da smo galerijsko dejavnost na nek način peljali smo potem tudi del aktivnosti pri pisanju knjig in del neke te zgodovine poskušali zabeležiti. In seveda se na nek način pripravlja, da tisti dan, ko bi bila možnost, da smo bili odprti, da smo seveda potem tudi takoj nadaljevali z delom. In seveda ta strategija temelji na nenehni programski poslovni odličnosti in razvojni inovativnosti ter seveda na učinkoviti rabi infrastrukture kot take. Z ustanovitvijo javnega zavoda jaz verjamem, da in z hramom kulture, z takšno infrastrukturo smo seveda mi vseeno postali prepoznavni v lokalnem okolju in verjamem v teh 5 letih delovanja tudi izven lokalnega okolja, da ne rečem seveda delno tudi na nek način, da v tujini tudi poznajo, kar pomeni, da seveda smo skozi odlok in pa statut na nek način upravičili našo ustanovitev oziroma naš način delovanja. Poslovno okolje javnega zavoda hrama kulture je zelo in največji poudarek je seveda na lokalnem okolju. Pomen delovanja v lokalnem okolju, v servis, ki ga seveda mi ponujemo vsem organizatorjem v lokalnem in v širšem okolju, prepoznavnost same zgradbe kot bi rekel infrastrukture, ki je, ne vem, od Slovenj Gradca pa do Maribora na nek način ni para in se poskušamo znotraj te pozicije v Dravski dolini potem postaviti na mesto in verjamem, da smo se na nek način že. Potem je seveda regionalno, kjer delujemo z različnimi inštitucijami po Sloveniji, najbolj znani so Špas teater, City teater, vsi ostali teatri, SNG Maribor, Narodni dom, Maribor, Zavod, Smemo se in podobni. Druge inštitucije z področja kulture, samostojni kulturni delavci in seveda en del mednarodnega področja, kar pomeni, da znotraj nekaterih projektov so bile tudi mednarodna gostovanja. Teater Gavran iz Zagreba, potem smo imeli na glasbenem področju mednarodno udeležbo in tudi pri eni likovni koloniji mednarodno udeležbo. Poslanstvo in vizija na nek način je ostala enaka, postati učinkovit, prepoznaven partner znotraj občine in seveda tudi ta renome in ime občine potem seveda širiti v okolico. Strateški programski cilji so ostali enaki. Program javnega zavoda je na nek način tudi že poznan, z vsemi dejavnostmi vas obveščamo skozi mesečno programsko knjižico, v kateri so seveda najbolj izpostavljene, zopet pravim, tisti lokalni dogodki in hvala Bogu tudi najbolj obiskani. Kulturni program se deli, tako kot sem povedal, na redni mesečni program, redne mesečne aktivnosti,
na projekte Dnevi Arnolda Tovornika, ki smo jih v oktobru so že za nami. Pripravljamo program zdaj jaz upam, da seveda v marcu, kjer je naš normalni termin, ker 13. marca 1916 je Arnold Tovornik bil tu rojen v Selnici, da nam bo uspelo izvesti, pričeli bi na 11. marca. Potem je likovni salon Lojzeta Šošmelja, ki je tudi zdaj zunaj stoji razstava, in sicer naše likovne sekcije Kulturnega društva Pavza. Potem je domoznanski kotiček, na katerega smo zdaj imeli malo večji poudarek, zato ker smo preprosto seveda bili zaprti in smo imeli čas se s tem ukvarjati, razen seveda z, bi rekel, rednim investicijskim vzdrževanjem in kupom takih malih detajlov, ki so na nek način nevidni, nam pa precej olajša delo. Je tu zbirka gradiva, tako bi rekel papirnega, administrativnega, kot je filmski del in kot je radijski del za našega Arnolda Tovornika. In seveda verjamemo, da bomo mi v zelo kratkem času to poskušali tudi digitalizirati in da bo to dostopno na ta način, da bomo, ko bo nekoga zanimalo karkoli o Arnoldu Tovorniku, mi tisti, ki bomo ponudili največjo bazo podatkov. Potem je pa tu nov projekt, to so pa dnevi Zinke Zorko, se pravi naša občanka, ta velika dvorana je poimenovana po njej. In mi računamo, da bomo seveda v tem letu 2022 pričeli z dnevi, ali bo je to vsako drugo leto, ali bo vsako leto, je zdaj seveda odvisno tudi od stroke, na kak način bo k temu pristopila. Mi bomo pa seveda kot vedno ponudili ves pogon, ki bo k temu spadal, zato da bo ti dnevi spadli čim bolj ugledno. Dejavnost mednarodnega kulturnega sodelovanja, ki bi na nek način že konec tega ali prejšnjega mandata se moralo malo pričeti, bo zdaj vezano na projekte, ki sem jih zdaj na nek način naštel. To so dnevi Arnolda Tovornika, likovni salon in pa dnevi Zinke Zorko. Se pravi, znotraj tega bomo imeli dnev Arnolda Tovornika, bo mednarodna gostovanja, kolikor bo seveda na nek način da tako rečem, ta prehod meje toliko olajšan, da ne bo ne vem kakšnih administrativnih ovir, in da bo ta prireditev, bi rekel, tudi komercialno dovolj močna. Likovni salon Lojzeta Šošmelja, pripravlja se mednarodna likovna kolonija, tudi nek del je v pripravo v naslednjem letu tudi ena mednarodna razstava oziroma razstava z mednarodno udeležbo in pa znotraj dneva Arnolda Zinke Zorko seveda pričakujemo, da bojo tako kot je ona na nek način delovala precej meddržavno, potem tudi ta udeležba takšna. Program dela z mladino, moram reči, da je program dela z mladino in program dela Tica zelo okrnjen. Ta skupina mladih, ki je bila nekoč z mano mlajša, so se zdaj seveda postarali in več niso tako mladi, kot so bili nekoč. Hvala Bogu za razliko od nas. In poskušamo, se trudimo za to, da bi pridobili novo, drugo skupino mlajših, ki bi na nek način zopet dvignili ta nivo delovanja. Tu je potem tudi načrtovanje promocije, informiranje, obiskacije, odnose z javnostjo. Moram pač povedati, da seveda ta digitalizacija zajela tudi hram kulture in da bomo nek del te digitalizacije in dostopnosti in obveščanja in vsega tega, kar je že sicer namelo na naših spletnih straneh, na vseh ostalih družbenih omrežjih, poskušali še malo nadgraditi, določeno, se pravi, zaposleno pri nas poslati na izobraževanje za ta digitalni del in seveda s tem potem tudi omogočiti lažjo, boljšo dostopnost do vira naših informacij in seveda posledično povečati obisk in podobno. Zdaj pa samo tisto, kar sem želel povedati, zdaj na strani 16 so ti kazalniki, ki so opremljivi, se jih znamo vizualizirati, kar pomeni, če smo leta 2019 imeli 755 prireditev, jih imamo v 2021 253. Seveda so tudi bistveno slabše obiskane, kar se vidi tudi potem v tabeli številka 2. In eden od bolj pomembnih vidikov našega delovanja je pa potem v tabeli 5, kar pomeni, da smo v letu 2019 imeli 130 tisoč evrov lastnih prihodkov, v tem letu 2021 pa 18 tisoč. Sicer je to od 1 do 10, kar pomeni, da oktober, november, december še niste zajeta, ampak jaz verjamem, da bomo mi prišli na 30% normalnega delovanja, kar pomeni, da smo na nek način že pod letom 2016 in jaz upam, da bomo seveda v teh letih
se mi, ne vem, v 2-3 letih, da bo ta strah popustil. Pozna se seveda tudi most, nedvomno, se prostega razloga, zato ker nekdo je bil prej, ali pa če tako povem, zopet plastično, če so na dneve Arnolda Tovornika prihajalo njih 100, jih je v tem letu prišlo 5. In seveda ta izpad je nenadomestljiv in upam, da bo do leta 2024-2025, da bomo mi zopet v tem normalnem, bi rekel, načinu delovanja in posledično tudi na nek način razbremenili seveda proračun oziroma ta tržni del povečali do te mere, da bomo precej bolj sposobni pripeljati tudi kakšne, bi rekel, bolj zahtevne, tržno zanimive projekte, ker se danes seveda enostavno tisti tržno zanimivi projekti, kot so, ne vem, da zdaj rečem, zakaj mi z glave pade, musical Cvetje v jeseni, ker če ni dvorana polna, se njim ne splača in tudi ostalim organizatorjem. V 2019 smo pa mi zelo malo stvari sami organizirali, ampak smo že bili tujim organizatorjem toliko zanimivi, ker jim je bila tudi ekonomika precej sprejemljiva. Tako da seveda na nek način upam, da boste ta strateški načrt po hitrem postopku tudi potrdili. Bom pa seveda kar ostal tukaj, sem že v naslednji točki tudi jaz, pa če še bojo kakršnakoli vprašanja, z veseljem odgovorim. Hvala. Morda edino, če prosimo, da ne bomo kar prosili, najprej hvala za razlago, torej za natančen strateški načrt, ki vemo, da je dober, pa res upamo, da ga boste vi izpeljali, mi vam bomo pa stali ob strani. Zdaj bi pa najprej prosila za stališča, ker je to obravnavala statutarno pravna komisija, tako da prosim Bernarda. Lep pozdrav tudi vsem prisotnim v mojem imenu. Statutarno pravna komisija se je seznanila s strateškim načrtom javnega zavoda Kulturno-informacijskega turističnega centra Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi za obdobje 2021 do 2026 in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu Selnice ob Dravi po hitrem postopku. Hvala. Obravnava je tudi odbor za negospodarstvo, pa prosim gospod Mirjano. Pozdrav. Torej, odbor za negospodarstvo se seznanil s spremembami in dopolnitvami odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-informacijsko-turističnega centra. Se opravičujem, sprejeto, ne? Odbor za negospodarstvo se je seznanil s strateškim načrtom javnega zavoda Kulturno-informacijsko-turističnega centra Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi za obdobje 2021 do 2026 in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu po hitrem postopku. To pa je pravi. Hvala lepa. Tako dajem strateški načrt v razpravo. Želi kdo razpravljati, postaviti kakšno vprašanje? Vkolikor ne, se zahvaljujem in dajem sklep na glasovanje. Torej, občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme strateški načrt centra Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za obdobje 2021-2026 po hitrem postopku. Kdo se s predlaganim sklepom strinja? Prosim, da z dvigom lističev. 13 prisotnih, 13 za. Hvala lepa. In prehajamo k drugi točki, to pa je spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-informacijsko-turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi, prav tako po hitrem postopku. Prosim, gospod direktor. Ja, hvala. Tu bom pa še krajši ali pa bistveno krajši. Se pravi, spremembe in dopolnitve, mi prosimo v tem primeru samo zato, da se glavna dejavnost spremeni iz šifre 90.030 v 90.010. In sicer zakaj? Šifra 90.030 pomeni umetniško ustvarjanje in to je tisto, kar ustvarja umetnik. Mi smo pa bolj tisti, ki se ukvarjamo z umetniškim uprizarjanjem, kar pomeni za organizacijo samih teh dogodkov, prireditev, ki jih umetniki ustvarjajo. To je prvi razlog. Sicer so vse te dejavnosti noter, kljub vsemu temu v našem odloku in v statutu navedene, ampak glavno dejavnost bi želeli zamenjati. To je prvi razlog. Drugi razlog je pa ta, da seveda bo na 21 z šifro 90.030 vsi tisti
ki želijo kupiti vstopnico, potem mi teh bonov ne moremo prodajati. In bi seveda, ne, se pravi, ta šifrant omogoča prodajo bonov šifram 90 nič 10, 90 nič 20 in 90 nič 40. Samo 90 nič 30 je seveda izvzeto. Bi mi želeli to spremembo, se pravi, po tem hitrem postopku, zato da lahko mi še do junija potem z našimi prireditvami ljudem omogočijo, da nek del, ker pa interes seveda potem je, da ta nek del porabijo potem tudi za kulturne prireditve in hvala Bogu v hramu kulture. To bi bilo pravzaprav vse. Hvala. Hvala lepa. Prosim za stališče statutarno-pravno komisijo. Statutarno-pravna komisija se je seznanila s spremembami in dopolnitvami odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-informacijsko-turističnega centra Arnolda Tovornika s knjižnico Selnica ob Dravi in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu po hitrem postopku. Hvala lepa. Prosim še za odbor za negospodarstvo. Torej, odbor za negospodarstvo se seznani s spremembami in dopolnitvami odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-informacijsko-turističnega centra Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu po hitrem postopku. Hvala lepa in dajem spremembe in dopolnitve odloka v razpravo. Želi kdo razpravljati? Vkolikor ne, zaključujem razpravo in dajem gradivo oziroma predlog sklepa na glasovanje. Torej, predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno-informacijsko-turistični center Arnold Tovornik s knjižnico Selnica ob Dravi po hitrem postopku. Prosim, da z dvigom lističev predlagan sklep potrdite. Hvala. 13 prisotnih, 13 za. Hvala lepa. In prehajamo na naslednjo točko, to je poslovnik občinskega sveta Selnice ob Dravi v prvi obravnavi. Torej, mislim, da ste tudi na mizo pridobili torej oba v pisnem gradivu, torej razlike med poslovnikom, torej prejšnjim poslovnikom in sedajšnjim, zato da je malo lažje spremljati spremembe in tukaj imate samo tiste člene, ki se spreminjajo. In torej občinski svet občine Selnica ob Dravi je poslovnik torej sprejel novega, torej prenovljenega leta 2017 in od takrat do danes se je spremenilo nekaj zakonodaje, nekaj se je spremenil torej tudi zaradi covida način življenja in dela ter tudi sklicevanja naših sej in zaradi tega smo torej morali narediti spremembe poslovnika. Ker se nam je pa zdelo, da so spremembe poslovnika vseeno dokaj velike, smo šli v celotne torej spremembe v dveh branjih. Tako da imamo danes poslovnik v prvi obravnavi, to pomeni, da o njem razpravljamo, torej in bo seveda potem občinska uprava na podlagi razprave torej upoštevala torej vaše želje in zahteve ter pripombe in potem pripravila torej čistopis do druge obravnave, kjer se pa potem spremembe lahko dogajajo samo še z vložitvijo amandmajev. Če gremo skozi sam poslovnik, torej predvsem se torej nanaša na ta naš poslovnik torej na uredbo oziroma direktivo, ki ureja varovanje in varstvo torej podatkov. Recimo v 16. členu torej je posebej dodano, torej da če član sveta ni v torej pobudah in vprašanjih zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi s tem pojasnilom torej ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi opravi razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem in če to svet tako odloči, moramo to uvrstiti, to vprašanje na dnevni red prve naslednje seje. Torej s tem je dana velika teža pobudam in vprašanjem, torej v preteklosti je bilo to tako narejeno, vzami ali pusti, moraš biti zadovoljen, torej sedaj torej pa ni tak, kar je prav in je v skladu seveda z vsemi demokratičnimi načeli, da se, torej če nismo zadovoljni, torej lahko o tem opravi širša razprava. Potem je v 19. členu, torej da se lahko sklicujejo torej redne seje
Torej še prej, preden je pokončana torej naslednja seja, teoretično to pomeni, ne, da če bi mi imeli torej danes komaj sejo, bi mi lahko že v torek ali ponedeljek poslali vabilo za 23. sejo, torej vabilo je lahko poslano, medtem ko se pa sama seja ne more izvesti 23. seja pred 22. ampak se mora torej slediti torej tako, kot so seje bile sklicane. V 20. členu torej govorimo o tem, kako se vabilo za redno sejo pošilja torej svetnikom, da se lahko pošilja v elektronski obliki, najkasneje 7 dni pred dnem, ko je določen za sejo, da se skupaj z vabilom se pošlje tudi obvestilo o objavi gradiva, kot veste, je gradivo objavljeno na spletni strani, osnutki že 14 dni prej, torej samo gradivo pa takrat, ko je poslano vam, in da se torej nekatera gradiva seveda lahko objavijo tudi kasneje, kadar je ta vsebina nujno potrebna pri odločanju o točki v dnevnega torej reda. Potem 22. člen govori o sklicu izredne seje, torej kako se sklicuje in torej tu je določeno, da če torej občinska uprava oziroma župan, županja ne skliče v roku 7 dni, ko je predložen pisno obrazložen predlog z vsemi seveda zahtevanimi prilogami, in če torej to ni sklicano, je takrat lahko skliče tisti predlagatelj, ki je sklic zahteval. In dodano je, da v tem primeru lahko sejo vodi član sveta, ki ga določijo člani, ki so sklic izredne seje zahtevali. To pomeni, da torej takrat tudi ni nujno, da je župan, županja prisoten, ampak seveda, če se torej župan in občinski svet ne dogovorita ali pa ne strinjata o določeni zadevi, lahko občinski svet tudi brez občinske uprave, brez županje upravi, torej verodostojno in v skladu z zakonodajo, torej tudi sklepa, skliče in vodi seje. 23. člen govori o dopisni seji, torej kjer je dodano, da se lahko na dopisni seji glasuje ali osebno s telefonskim glasovanjem, z glasovanjem po elektronski pošti, z glasovanjem po navadni pošti ali osebno izročitvijo glasovnice v tajništvu občine. Potem je 27. člen, ki govori o javnosti sej in pa o medijih oziroma snemanju samih sej. Torej, da se seveda tudi medije obvesti z vabilom, da torej se poskrbi, da je v javnosti, torej v prostor za javnost tudi tam, kjer seja poteka. Torej, tudi če kdo spremlja sejo, seveda seje ne sme motiti, ker se ga lahko zato torej tudi opozori. Potem je torej potrebno torej zagotavljati transparentnost delovanja sveta, kar pomeni, da so seje javne, razen ob torej posebnih priložnosti, kjer se zapre za javnost, ampak morajo biti to posebne torej prilike, ali pa torej kadar so zelo občutljive torej teme, o katerih tudi zakon govori. Potem, da imamo audio in video posnetke objavljene na spletni strani občine ali na lokalni televiziji, s katero ima občina sklenjeno torej pogodbo, in pa da se iz posnetka seje se pred objavo izbrišejo deli seje z varovanimi osebnimi podatki. Torej, kadarkoli mi razpravljamo o gradivih, ki vsebujejo varovane podatke, se mora seveda ta del zbrisati. Lahko torej se tudi sprejme odločitev, da za posamezno točko ali več točk se ne izvaja snemanje. In pa torej lahko tudi rečemo, da so pod posebnimi pogoji seje zaprte za javnost, ampak to so bolj izjeme kot pa pravilo. Torej potem, kako se tudi shrani, kje se objavlja posnetke, kje se hranijo, kdo za njih skrbi, torej da se to torej lahko dostopa. Potem je v 36. členu je bilo v prejšnjem poslovniku izrecno navedeno, da imamo sejo ob 17. uri po zimi oziroma 18. poleti. Torej menimo, da je zaradi čisto operativnega dela smo napisali, da se sklicujejo najprej ob 17. uri in če seveda se vmes odločimo, da kdaj potrebujemo, je lahko tudi ob 18. ali 19. uri in da se lahko sproti dogovarjamo. Potem je 53. člen, ki je tudi kar precej spremenjen in ta govori, da se seje zvočno torej lahko snema, da se torej izvaja to občinska uprava ali torej za to pooblaščen zunanji izvajalec, da nepooblaščeno snemanje seje pomeni kršitev tega poslovnika. Kot veste, torej v zadnjih časih so ta snemanja določenih stvari torej zelo torej delikatna in zato je torej tudi v skladu z zakonodajo to posebej povedano. Torej govori tudi, kako se izdela potem prepis, kaj se lahko, potem kdo za temi torej prepisi upravlja in tako naprej.
Potem je pa, torej to so v skladu z zakonodajo seveda in s temi dostopnosti do podatkov, izhranjevanja podatkov, potem pa je 59. člen, ki pa je, torej bom rekla, zelo vsebinski. Občinska uprava je tukaj napisala, da bi naši, torej odbor za gospodarstvo in pa odbor za negospodarstvo po novem štel 5 članov. Do sedaj jih imamo 9, torej občinska uprava je predlagala torej racionalizacijo na 5. Torej tako na odboru za gospodarstvo in pa odboru za negospodarstvo je bila o tem razprava in člani odborov so se strinjali, da glede torej za tiste, ki morda ne veste zgodovine, pri nas v občini Selnica ob Dravi pred leti je bilo veliko več odborov in komisij in takrat je bila odločitev, da bi prišli samo na 2, torej statutarno pravna je torej izvzeta, ampak samo na odbor za gospodarstvo in pa odbor za negospodarstvo in da vsled tega, zato da se vseeno zagotovi dovolj širša razprava, dovolj široka strokovnost in pa vključenost, torej tudi ostalih, ne samo članov občinskega sveta, da je prav, da je 9. In torej takašna je bila tudi razprava na obeh odborih in seveda občinska uprava, torej z mano, torej nimamo nobene preference, da mora biti torej 5. Mi smo podali predlog za 5, ampak se seveda strinjamo, če vi torej se strinjate, da ostaja tukaj 9, torej članov bomo tudi torej to sprejeli in občinska uprava tudi to potrjuje. Potem je bilo pa še ena tipkarska napaka, tudi opozorjena na odboru za gospodarstvo, da se je nekje torej imenovalo direktor občinske uprave, nekje pa direktor občine, tako da tudi to smo zabeležili, pa bomo potem do drugega branja tudi to tipkarsko popravili. Potem je pa še, torej, še dodan člen, torej, da ima občina enega podžupana. Kot do sedaj je bilo napisano, da ima najmanj enega podžupana. Po pregledu torej občin podobne velikosti, kot je naša, imajo običajno enega podžupana in zato smo torej menili, da je prav, da tudi mi v poslovnik zapišemo, da imamo enega torej podžupana. In dodane so tudi predhodne odločbe, torej vse te spremembe, ki jih bomo torej danes v prvi obravnavi torej obravnavamo in potem tudi, ko jih bomo spomladi v drugi obravnavi, začnejo veljati z novim mandatom. Torej, kot veste, so volitve leta 2022 in šele z nastopom novega mandata občinskega sveta in vseh ostalih, torej prične veljati torej določila tega 59., 60. in 61. člena, torej začnejo veljati torej takrat. Toliko o torej spremembah poslovnika. Torej poslovnik sta obravnavala tako statutarno-pravna komisija kot oba odbora, pa bi prosila zdaj najprej stališča statutarno-pravne komisije. Statutarno-pravna komisija se seznanila s poslovnikom občinskega sveta občine Selnica ob Dravi in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. Hvala lepa. Prosim odbor za gospodarstvo. Prav tako je odbor za gospodarstvo obravnaval omenjeno vsebino. Na, bom rekel, zelo konstruktivni razpravi je gospa županja že, bom rekel, navedla te opaske oziroma v razpravi na odboru je dejansko se ugotovilo sledeče in se seveda tudi, bom rekel, soglasno potrdil predlog naslednji sklep. Odbor za gospodarstvo je se seznanil s poslovnikom občinskega sveta občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. Člani odbora predlagajo, da število članov odbora ostane enako 9, prav tako se upoštevajo v razpravi podane pripombe. S spremembami predloga odbor poslovnik občinskega sveta občine Selnica ob Dravi predlaga v sprejem v prvi obravnavi. Najlepša hvala. Prosim še za stališče odbora za negospodarstvo. Tudi na odboru za negospodarstvo smo po konstruktivni debati glede števila članov ali 5, 7, 9 potem podali naslednje stališče. Odbor za negospodarstvo se seznanil s poslovnikom občinskega sveta občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. Odbor predlaga, da se ohrani število članov odborov 9. Spremembo predlaga spremembe poslovnika v sprejem občinskemu svetu v prvi obravnavi. Najlepša hvala. Torej odpiram razpravo. Želi kdo razpravljati o poslovniku, o spremembah? Še kakšen dodaten predlog, sprememba?
Torej, vkolikor želite, še lahko tudi kakšne pripombe dodate, torej tudi kasneje, ker kot veste, v drugi obravnavi je potem, so pripombe še vedno možne, vendar se morajo takrat, se morate poslužiti amandmajev, ki morajo natančno definirati. Vkolikor ni razprave, zaključujem in dajem predlog sklepa na glasovanje. Torej, Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme poslovnik Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi s predlaganimi dopolnitvami v prvi obravnavi. Jaz mislim, da ni potrebno dodajati še stališča odbora za gospodarstvo in negospodarstvo, zato ker to so vse te pripombe, ki smo jih zabeležili in jih bomo seveda tudi upoštevali. Prosim, da z dvigom lističev predlagan sklep potrdite. 13 prisotnih, 13 za. Hvala lepa. In prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To so spremembe in dopolnitve statuta Občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. Torej, ker sta poslovnik občinskega sveta in pa statut seveda povezana, je treba te spremembe, ki smo jih predlagali v poslovniku, urediti tudi v statutu Občine Selnica ob Dravi, in glede na to, da smo imeli idejo o nadomestitvi števila članov z 9 na 5, smo v prvem členu to opredelili. Glede na sedaj sprejeto, občinskega sveta, pa seveda ta člen več ni relevanten. Je pa pomemben drugi člen, v katerem piše, da se v prvem odstavku 34. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: za pomoč pri upravljanju nalog župana ima občina enega podžupana. Tu pa zdaj tisto jasno definiramo, kar je tudi v prvem predlogu bilo. Potem pa je tretji člen, ki prav tako govori, da spremembe in dopolnitve statuta Občine Selnica ob Dravi pričnejo veljati 15. dan po objavi v medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se začnejo z dnem konstituiranja novega občinskega sveta po rednih volitvah leta 2022, ko začne nov mandat. Takrat je tudi prav, da se te spremembe upoštevajo oziroma pričnejo uporabljati. Tako da so ta spremembe statuta sta obravnavali tako statutarno-pravna komisija, kot še tudi oba odbora. Prosim za stališče statutarno-pravne. Statutarno-pravna komisija se je seznanila s spremembo statuta Občine Selnica ob Dravi in ga predlaga Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v sprejem v prvi obravnavi. Najlepša hvala. Prosim še odbor za gospodarstvo. Glede na to, da se poslovnik pa statut dejansko delujeta z roko v roki, eden brez drugega ne mora biti, oziroma koliko prijajo spremembe v enem vsebini, potem mora biti tudi v drugi, tako da je odbor za gospodarstvo sprejel naslednji sklep. Odbor za gospodarstvo se je seznanil s spremembami statuta Občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. Člani odbora predlagajo, da število članov odborov ostane enako 9, s spremembo predlaga v sprejem Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. Najlepša hvala. Prosim še odbor za negospodarstvo. Tudi odbor za negospodarstvo se je seznanil s spremembo statuta Občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. Predlagajo, da se v dokumentu ohrani število članov 9. Spremembo predlaga Občinskemu svetu Občine Selnica ob Dravi v sprejem spremembo statuta Občine Selnica ob Dravi v prvi obravnavi. Najlepša hvala. Tako, zdaj dajem gradivo v obravnavo. Želi kdo razpravljati o spremembah? Vkolikor ne, zaključujem razpravo in dajem sklep na glasovanje. V predlogu sklepa, ki ga imate vi pred sabo, imate napisano, sprejme spremembe in dopolnitve. Pravilno je samo spremembe statuta Občine Selnica ob Dravi, tako da se predlog sklepa glasi: Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe statuta Občine Selnica ob Dravi s predlaganimi dopolnitvami v prvi obravnavi. Tako da prosim, da z dvigom lističev predlagan sklep potrdite. Hvala lepa. In prehajamo na naslednjo točko.
To je odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna občine Selnica ob Dravi za leto 2022. Kot veste, smo v začetku leta 2021 torej sprejeli torej tudi proračun za leto 2022. Sedaj so glede torej na znane torej situacije ali pa na okoliščine, torej glede finančnih prihodkov ali odhodkov, torej stvari bolj jasne, zato smo se tudi odločili, da za leto 2022 torej predlagamo že sedaj spremembe. In torej tako imate danes torej pred sabo spremembe, tako imenovan rebalans, če bi ga sprejemali v letu 2022, tako govori zakonodaja, bi govorili o rebalansu proračuna, ker pa je to pred samim proračunskim letom, pa govorimo tokrat o spremembah. Torej pred vami je torej gradivo, ki je torej natančno pripravljeno, za kar se seveda zelo zahvaljujem občinski upravi, predvsem pa naši finančni službi, ki je torej natančno vse to predelala. Jaz bom pa morda samo torej na kratko povedala torej tiste spremembe, ki so ključne noter, torej kjer so največje spremembe v postavkah. In torej sicer najprej na prihodkovni strani zelo smo veseli, da nam je torej država omogočila oziroma dodala nekaj finančnih sredstev za, torej namenila iz povprečnine, nam dvignila in tako se nam seveda na naši prihodkovni strani to torej pozna. Bom rekla nekaj čez 55 000 je zdaj zaenkrat samo dohodnina, torej nismo še natančno dodali torej vsega tega, kar bomo dobili za usklajevanje razvitosti občin, ker se to ob pripravi še ni bilo znano, ampak tudi tam še dobimo, kar bo verjetno skupaj za našo občino pomenilo preko 120 000 evrov dodatnih sredstev, kar je zelo veliko in tega smo res veseli. Poleg torej tistih nekaj denarja, ki so nam določene obveznosti, financiranje določenih obveznosti nam je v letu 2021 torej država odvzela oziroma jih ona financira in na nek način nam je tudi s tem prihranila denar, ki ga lahko mi namenimo za druge namene. Tako da torej tudi ugotavljamo, torej to je ena dohodnina, torej kjer imamo več kot 54 000 evrov. Potem vidimo tudi, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča nekoliko povečuje, tudi prihodki od najemnin za poslovne prostore, prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico. Kot veste, smo v letu 2021 zaključujemo postavitev novega žarnega zidu. Mislim, da bi moral v teh dneh že torej stati in so ljudje, torej oziroma občani si zelo želijo in so določene žarne niše že zakupujejo, tako da tudi na tem vidimo nekaj prihodkov. Potem pa torej tudi na projektu Alpgrid, kot veste, kjer se torej ukvarjamo z mikroomrežji oziroma kako torej čim bolj pridobivati obnovljive vire energije, da smo dobili torej še nekaj zraven sredstev, tako da so skupaj povečanja na prihodkovni strani okrog 118 000. Potem pa so nekaj seveda tudi zmanjšanja, to kar vidimo glede na realizacijo v letu 2021, torej da je nekoliko nekaj manj na davku od premoženja fizičnih oseb, potem je nekaj tudi manj davka na dediščine in pa torej pristojbine za gozdne ceste. In pa sofinanciranje subvencij najemnin, torej ta je tudi se znižuje, tako da so torej skupna manjšanja tam okrog 34 000 evrov oziroma skupaj to pomeni, da je na prihodkovni strani povečanja za 84 000 evrov. Zdaj pa torej pogledamo, kaj je tisto glavno, kaj smo se torej ugotovili, da so določene spremembe, zakaj smo morali odhodke torej povečati. Predvsem torej že vidimo, da se dvigujejo določene storitve, ne samo energenti, tudi storitve pošte, tiskarske in druge, torej tako da vidimo, da na založniških in tiskarskih storitvah, oglaševalskih bomo potrebovali nekoliko več. Potem smo seveda zaradi tega nepredvidenega smo tudi povečali splošno proračunsko rezervacijo, da imamo na njej torej nekaj rezerve, da lahko za take torej medmesečne poskoke torej balansiramo. Na to torej ugotavljamo, torej si želimo nakup službenega vozila, torej to je tisto električno torej vozilo, ki smo ga želeli. Potem pa, ker smo lani začeli obnovo ceste v Črešnjevec in je bila torej zelo finančno zahtevna, pa smo jo naredili samo 1/3, smo torej dodali tudi, da bomo še letos torej naredili 2/3 in pa povečali smo tudi na investiciji pločnik Selnica, zato ker smo z državo
torej našli način, kako zagotavljati varne poti ob naši glavni cesti G11 in zato smo torej to pripravljenost na sodelovanje torej tudi izkoriščamo in bomo nadaljevali z takšnimi pločniki tudi v letu 2022, zato smo denar torej na pločnik povečali in kot sem rekla, torej želimo urediti vaško jedro, torej najprej smo menili, da ne bo dovolj finančnih sredstev, zdaj smo pa ugotovili, torej, da je še en razpis v okviru LAS-a in smo seveda zelo na hitro pripravili projekt, tiste idejne zasnove smo imeli že pripravljene, torej zdaj smo pa še vso dokumentacijo pripravljali in seveda upali, da oziroma upajmo, da bomo uspeli, tako da smo v tem delu zagotovili določena finančna sredstva. In če bomo seveda uspešni na razpisu, jaz mislim, da bomo lahko ureditev naredili. Potem je pa torej to, kar je bilo nepričakovano, kot veste, je pri obnovi mostu prišlo tudi do obnove teh infrastrukturnih vodov in eden izmed njih je tudi vodovod, torej vod za pitno vodo in menjava tega nastane 38.000 evrov. In tukaj imamo skoraj vzami ali pusti, torej nimamo dosti razprave, zaradi tega, ker prav je, da se torej ob obnovi to naredi, drugače bomo takrat, ko bo recimo most zgrajen, pa bi mi želeli ta cevovod obnavljati, torej takrat bodo verjetno stroški dosti višji. Tako da to je tisto, kar moramo torej narediti. Potem smo na širitvi kanalizacije dodali 150.000 evrov in to je prilagoditev naše čistilne naprave na priklop občine Ruše. Kot veste, torej se občina Ruše priklapla in bo s 1.1.2023 začela koristiti našo čistilno napravo. Seveda moramo jo prilagoditi na to in smo seveda to širitev kanalizacije tudi vključili. V skladu z dogovorom pa nam seveda tudi občina Ruše, torej določen del svoje omrežnine oziroma priključnine, torej tudi v naš proračun daje, tako da je del tega tudi že lahko torej pokrito del s tem. Potem, kot smo rekli, ko smo se lotili poslovilne vežice, smo najprej menili, da bo treba urediti samo zunanjost in ko smo se tega natančno lotili s projekti, smo videli, da je bilo popolnoma neurejena tudi notranjost, tako da smo že se spomnite, v rebalansu 2021 spet dodali sredstva za ureditev notranjosti, zdaj pa še torej potrebujemo zadnjih torej 10.000 za ureditev opreme in tiste male čajne kuhinje in še nekaterih torej teh notranjih prav malenkosti na WC-ju, zato da je potem zdaj naša poslovilna vežica urejena, jaz mislim, da kar za naslednjih nekaj 20 ali morda celo več let in je tudi v skladu s standardi, ki sedaj veljajo na tem področju in je tudi torej zelo, bom rekla, ne samo lepa zunanjost, ampak tudi zelo praktična notranjost in se zavedamo, da je torej raba te poslovilne vežice zelo občutljiva in takrat človek, torej ko je tam, potrebuje podporo in menim, da je prav. Potem smo torej se tudi na dokumentacijo torej dodali za gradnjo športne dvorane. Kot veste, imamo pri nas dve veliki investiciji v torej pripravi, to je vrtec, kjer je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, kjer se zdaj pripravljajo projekti za izvedbo, da bi lahko šli v javni razpis in smo dali torej dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja športne dvorane nekoliko na stran, zato ker smo menili, da je vrtec prioriteta in na vidiku torej ni bilo razpisov. Sedaj se pa torej na ministrstvo pogovarja in upajmo, da bo torej ta vlada še to uspela. Se pripravlja tudi razpis za financiranje športnih objektov in ker torej bo verjetno ponovno potrebno imeti gradbeno dovoljenje, smo mi zelo hitro zdaj pristopili k temu, da bomo pripravljeno imeli to dokumentacijo, da če se nam torej ta razpis zgodi, da bomo pripravljeni, ker kot veste, ko je bil razpis za vrtce, torej nismo imeli še pripravljenega gradbenega dovoljenja in seveda takrat na razpis države nismo mogli kandidirati in je vseh ostalih 170 vrtcev, ki so to že nekaj let čakali na te razpise, so imeli pripravljene gradbeno dovoljenje, mi v Selnici pa žal ne, zaradi tega, ker v 2019 nismo imeli še niti zemljišča, torej in smo morali najprej to kupiti, narediti prostorske akte, vse ostalo in zdaj smo seveda v letu 2021 pridobili vso dokumentacijo, tako da upamo, da se nam še torej nasmehne kakšni razpis in bo torej tako vrtec kot dvorana torej pripravljena za delo. Potem se je tudi v osnovni šoli torej potrebujejo dodatnih 22.000 za nakup opreme v kuhinji, torej ta obstoječ konvektomat, to je posebna pečica, ki je nujno potrebna v šolski kuhinji, je stara, mislim, da že 20-25 let in je zelo slabo deluje in zdaj je torej tik na tem, da sploh več ne bo delovala in so seveda to spet prosili, da je nujno potrebno
da bi to tudi dodali, tako da smo dodali 22 000 evrov. Potem so tu še javna dela, ki smo jih nekako že opustili, potem pa je zdaj zaradi torej situacije v vrtcu, kjer je velikokrat so karantene ali pa druge odsotnosti in je šola prosila, torej, če bi lahko torej, dobili preko javnih del torej, dodatno moč, ki bi torej, pomagala krpati te luknje pa te odsotnosti in seveda občina mora za vsako tako javno delo 50% sofinancirati in to je potem 10 000 evrov. Tako da potem je še na rednem vzdrževanju cest, torej ugotavljamo, da torej še potrebujemo, smo dodali še 20 000, tako da skupaj je povečanje tam nekje okrog 670 000. Vzeli smo pa nekaj na plačah, torej kot veste torej smo šli v skupno občinsko upravo, kar pomeni, da smo na stroških dela občinske uprave nekaj prihranili, tako da smo tam znižali. Potem smo torej tudi morali znižati na cesto pri šoli Svetem Duhu in jo torej dati verjetno v financiranje 2023. Torej, glede na to, da sedaj nimamo vseh prihodkov, upamo, da bomo lahko z rebalansom torej te zahteve dodali, ampak torej zaenkrat torej kaže, da bomo to cesto zelo torej težko naredili. Potem smo tudi cesto, ki je bila načrtovana nad kmetijo Majster Roj izvzeli, to smo pa izvzeli zaradi tega, ker država sedaj torej je v zadnji fazi priprave dokumentacije za krožišče za Varuše. In del tega krožišča je tudi 4. krak, ki bo pomenil torej obvod oziroma obvoz te kmetije in pa torej dostop do tega naselja, ki se torej širi nad kmetijo Majster. In zato torej menimo, da bomo v letu 2022 torej pripravljali vso dokumentacijo in da takrat do te izvedbe še ne bo prišlo. Bomo pa potem takoj, ko bomo imeli vse to dokumentacijo, torej pa pristopili k temu in bo ta rešitev tudi celovita. Torej prav tako smo odzeli na vodovodu Janževa Gora, zaradi tega, ker se torej skupaj z Mariborskim vodovodom prijavljamo na pridobitev finančnih sredstev iz torej razpisov, ki jih pripravlja država in do polovice prihodnjega leta bomo videli, torej ali bo možno torej ta sredstva pridobiti in če bo, takrat bomo z rebalansom dali vsaj polovico tega nazaj, zato ker smo pač torej vseeno želeli, da se vsaj del tega vodovoda na Janževi gori, ki bo oskrbel 26 gospodinstev, torej naredi. Potem smo nekaj znižali tudi na materialnih stroških osnovne šole in pa na plačilo družinskega pomočnika, ki nam ga zdaj plača država. Tako da je torej ta razlika zdaj med torej zmanjšanje za 300 000 in pa povečanje, torej tam nekje okrog 370 000 in to razliko potem črpamo iz tega torej prihrankov, ki so bila prenešena iz prejšnjih let. Potem bi pa torej še prosila, torej v teku od priprave tega pred 14 dnevi do danes je torej prišlo še do 2 oziroma 3 sprememb in zato bi torej tudi dala v obravnavo torej in predlagala 3 amandmaje, torej k temu samemu proračunu in seveda torej to je amandma najprej številka 1, kjer prosimo samo, da se v načrtu razvojnih programov, torej ki je del tega spremembe proračuna naše občine, spremeni ime torej projekta oziroma naziv, zdaj se ta naziv imenuje ureditev vaškega jedra, torej da spremenimo naziv v ureditev osrednjega trga v Selnici ob Dravi. Torej to preimenovanje je za namene torej prijave na razpis, kjer govori o ureditvi urbanih središč oziroma trgov in torej naš center Selnice je urbano središče in ga lahko prijavimo, vendar torej ne moremo imenovati vaško središče, zato ker to pomeni del ruralnega torej prostora. Tako zato, da prosimo, če se lahko torej to preimenuje. Drugo je, kot veste, smo torej v okviru proračuna, torej že zadnjič najavljali in zagotovili finančna sredstva in jih predlagamo seveda za nakup električnega vozila, ki bo služil za prevozu predvsem starejših občanov. To je projekt skupaj z društvom torej upokojencev Selnica ob Dravi in društvo upokojencev Fala. Torej in seveda torej tudi občinske uprave in v okviru torej tega projekta potrebujemo tudi polnilnico. Eno polnilnico smo že namestili, torej v letu 2021 in se nahaja za občinsko stavbo in je seveda ta trenutek torej že na voljo, da jo lahko vsi javno uporabljajo. Sedaj smo se pa z torej dobavitelji električnih polnilnic dogovarjali tudi za postavitev hitre električne polnilnice in torej nekako dosegli dokaj ugodno ceno.
za električno polnilnico in seveda torej prosimo, če lahko torej tudi to damo dodatno v proračun, torej na postavko druge komunalne dejavnosti damo tudi polnilnico za električna vozila, torej v višini 14 000 evrov in seveda s tem se tudi uskladijo načrt razvojnih programov. Torej ta polnilnica bi naj bila postavljena ob cesti G11 in to pri kegljišču na Fali. Torej, ko smo gledali na razdalji torej do Radelj ob Dravi, iz Maribora ni takšnih polnilnic in torej menimo, da je to eno torej priložnost tudi za našo občino. Kje bi jo postavili, torej, ker veste, da nam primanjkuje torej zemljišč, kamor bi to lahko postavili, smo našli zemljišče in to je pri kegljišču torej na Fali, kjer smo se z Dravskimi elektrarnami dogovorili, da bomo od njih odkupili en del zemljišča, torej, ker tam pri kegljišču na Fali je samo cesta, torej v lasti občine Selnica ob Dravi. Sedaj smo pa z njimi torej dosegli dogovor, da nam tudi en del njihovega zemljišča, kjer bomo uredili 4 parkirna mesta in na ta parkirna mesta bi potem lahko torej bila postavljena ta električna polnilnica. Torej v skladu z smernicami, kje se naj električne polnilnice postavljajo, poleg tehničnih zahtev, da je dovolj torej priključnih moči in tam je dovolj, ker smo to že pri Elektru Maribor preverjali, je torej tudi nekako tako, da bi torej v bližini bila neka možnost, torej, da lahko tisti, ki polni električno vozilo, torej tudi morda gre na kavo ali kajkoli drugega in vidimo, da se kegljišče torej na Fali, ki ima, torej prej je bilo to v lasti Dravskih elektrarn, ima drugega lastnika in ta aktivno to obnavlja in pripravlja in menimo, da je tam tudi primeren prostor. Tretji amandma je pa čisto torej posledica vremena, ko nas je torej tudi nas v občini Selnica ob Dravi presenetil sneg, smo ugotovili, da nimamo pravega orodja za čiščenje snega, sploh pa zato, ker imamo, bom rekla, kako naj rečem, sladek problem, da imamo preveč pločnikov, ampak v smislu za čiščenje. Kot veste, smo kar podaljšali v zadnjih letih torej pločnike in pri naš režijski obrat, torej samo z tem malim traktorjem ali pa ročno te pločnike težko čisti. In ker torej imamo tudi načrtu, da bomo drugo leto te pločnike še podaljšali, vidimo, da je nakup torej take profesionalne opreme za čiščenje snega, to je snežna freza, nujno potreben in tako imate, torej tudi prosimo, če lahko se tudi ta amandma potrdi, dobili smo ponudbo in takšna torej freza oziroma stroj za čiščenje snega stane 6800 evrov, je zelo torej primeren za čiščenje, tudi za delavce primeren, da lažje ga potiskajo, torej da lažje se čisti, možnost je tudi čiščenja potem snega na razen traktor ali pa kak tovornjak, tako da je taka zelo moderna freza. In zato torej prosimo, če lahko torej dodatno, torej ne glede na ta proračun, podpremo še te oziroma obravnavamo te amandmaje. Tako toliko z naše strani za predstavitev, torej spremembe oziroma proračuna za leto 2022 oziroma odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna je obravnavala tako statutarno pravna komisija kot oba odbora, torej in seveda prosim za stališča. Statutarno-pravna komisija se je seznanila z odlokom o spremembah odbora o proračunu za leto 2022 po hitrem postopku in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi. Prav tako smo člani statutarno-pravne komisije obravnavali 3 predlagane amandmaje in tudi te predlagamo občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi v sprejem. Hvala lepa, prosim za stališče odbora za gospodarstvo. Glede na to, da je proračun živa stvar, je popolnoma, bom rekel, nič kaj novega, da imamo rebalanse oziroma da imamo tudi, glede na to, da smo si za 2 leti nastavili ene temelje našega proračuna, da imamo pač tudi amandmaje. Na odboru za gospodarstvo je dejansko bilo kar tudi dodatnih vprašanj na vsebino, na katere smo dobili tudi izčrpne odgovore, tako strani županje, kakor tudi strani direktorice, tako da smo pri pregledu oziroma pri razpravi samega rebalansa, bom rekel, zadevo potrdili. Kaj se pa tiče amandmajev, pa dejansko smo tudi imeli dodatnih kar nekaj vprašanj in si samo želimo, da bo to ena dodana vrednost kvaliteti življenja nas občanov, kakor tudi eventualno naših obiskovalcev.
pa tudi sami izgled, verjamem, da bo s tem tudi lepši naše občine. Tako da je odbor za gospodarstvo sprejel naslednji sklep. Odbor za gospodarstvo se je seznanil z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2022 ter s predlaganim amandmaji in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi po hitrem postopku. Hvala lepa. Prosim še za stališče odbora za negospodarstvo. Tudi odboru za gospodarstvo so bili v strani gospe županje predstavljeni vsi predlogi amandmajev. Sledila so vprašanja in seveda sprejeli smo naslednje. Torej, odbor za negospodarstvo se seznani z odlokom o spremembah odloka o proračunu za leto 2022 ter predlaganimi amandmaji in ga predlaga v sprejem občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi po hitrem postopku. Najlepša hvala. Dajem proračun v razpravo oziroma spremembe in dopolnitve. Želi kdo razpravljati, še kaj dodatno vprašati? Prosim, Igor. Jaz bi samo se dotaknil tiste točke, ko govorimo o polnilni postaji na lokaciji Fala. Meni je žal, da se ni oziroma da polnilna postaja, ki je trenutno nameščena na parkirišču ob hidroelektrarni, da ni v funkciji oziroma da se nekako ni dalo dogovoriti, da bi tale zadeva zaživela boljše za občane oziroma za obiskovalce. Prav tako bi pa dejansko želel, bom rekel, srečno roko pri bom rekel, iztrženju cene za kvadratni meter, kar je bilo omenjeno za nakup tega zemljišča, pa seveda tudi infrastruktura, ki pač mora biti, to pomeni tisti vod, kabel, da bo, bom rekel, tudi tale zadeva izpeljana tako kot treba, ker tu se pogovarjamo o eni dodani vrednosti naše občine in tudi ta podjetja, s katerimi boste imeli razgovore, vam želim veliko uspeha. Hvala lepa tudi za pobudo. Mi bomo ponovno pristopili torej v torek imam sestanek z novim direktorjem Dravskih elektrarn ponovno in bomo spet pristopili k pogovoru, pa prošnji, pa dogovoru, zato ker menimo, da bi lahko tista električna polnilnica, če bi bila primerno narejena, bi seveda nam v občini zelo služila in bi mi bili zelo veseli, če bi lahko ta denar namenili za karkoli drugega, zato ker se nam res zdi po eni strani nesmiselno dve stvari imeti zelo blizu skupaj. Tako da zdaj zaenkrat nismo imeli pravega sogovornika, pa upam, da bomo še to vseeno pred tem, da kupimo to drugo polnilnico, pa da jo nabavimo, bomo ponovno jih spostavili, pa morda nam prihranimo teh kar nekaj evrov, pa jih bomo racionalno drugje porabili. Tako da hvala za pobudo, jo bomo še enkrat preučili. Še morda kakšno vprašanje, prosim. Gospod Koren. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi pa prosil, da se ljudem na duhu razloži, zakaj sprememba načrta razvojnih programov ravno ureditev ceste k šoli Sveti Duh na Ostrem Vrhu. Hvala. Pa kam se premakne? Ja, hvala lepa. Kot veste, kadarkoli delamo rebalans ali pa na novo proračun, morajo biti tako prihodki kot odhodki usklajeni. In seveda, ker nimamo na zalogi veliko denarja, je potem vedno, če prihajajo nove obveznosti, moramo prerešetati pa pogledati, kje so obveznosti na drugi strani, ki jih lahko seveda zmanjšamo. Pri pregledu, katere so tiste ceste, ki bi jih morda lahko premaknili za kakšno leto, je bila seveda tudi cesta k šoli na Duhu na Ostrem Vrhu. Zdaj, mi smo, zato da zapremo ta proračun. Mi smo vedno, občinska uprava, ki jo vodim z mano na čelo, smo vsa leta pri proračunu konzervativni na prihodkih in pa seveda optimistični na odhodkih. To pomeni, da vedno, kot boste nazaj pogledali, vsi naši rebalansi so takšni, da vedno povečujemo prihodke
in seveda potem tudi lahko odhodke povečujemo. In enako je torej pri tem. Mi smo zato, torej, da je zaprt proračun in da ga lahko normalno speljemo, torej sedaj zmanjšali nekatere investicije. Vidimo pa že, da bo v proračun še nekaj prihodkov, ki jih ta trenutek torej še nimamo v pogodbah ali pa v izjavah narejenih, ampak jih recimo vidimo, da bodo. In vkolikor rebalans bomo sigurno imeli predvidoma maja, ko bodo znani zaključni račun, ko bodo znani vsi zaključni računi naših javnih podjetij in vse, in takrat torej mi vidimo natančno sliko vseh prihodkov. Torej danes vidimo samo zelo natančno tiste prihodke, ki jih nam namenja državni proračun, ker je bil že sprejet. Vse ostale, torej, ki so vezane na določene koncesije, ki so navezane na prihodke nekaterih javnih podjetij, torej tisto pa ta trenutek imamo samo oceno na podlagi torej nekih predpostavk. In tiste ocene mi običajno v prihodke še ne dajemo, zaradi tega, ker menimo, da je prav, da smo pri prihodkih konzervativni, da se nam ne zgodi, da moramo potem z rebalansom, ko ugotovimo, da imamo manj prihodkov, pa pravzaprav vse projekte črtati. In zdaj smo torej vedno tako delali, da je to prvi proračun, ki je za novo leto, je vedno zelo konzervativen in zgleda torej zelo malo investicijskega. Potem, ko pa pride vse zraven, pa smo torej zdaj tudi v letu 2021 videli, da smo to, kar smo si zadali, potem pa izpeljali. In enako je, torej menim tudi, da bomo cesto na Duhu na Ostrem Vrhu torej izpeljali. Res pa je, da še na tej cesti nismo začeli z lastninskimi postopki, torej to še ni cesta, ki je v lasti občine Selnica ob Dravi. In preden lahko v njo investiramo, moramo urediti tudi lastniške zadeve in zato je bilo torej zdaj v tem branju torej tega prve spremembe, torej ta cesta tista, ki je bila najbolj blizu temu, da bi jo lahko torej morda premaknili v leto 2023. Če pogledamo torej današnji proračun, če bo potrjen, je ta cesta premaknjena v 2023, v naslednjem rebalansu pa upamo, torej da jo bomo lahko vrnili in da bo vseeno narejena v 2022. Torej ta trenutek, torej pa zaradi zaprtja, torej balansiranja proračuna je ta cesta ostala zunaj. Bomo pa pričeli, torej ne glede na torej, kje je investicija, bomo pričeli v letu 2022 z ureditvijo lastniških razmerij torej za celo cesto, torej gre za vse te odmere, po potrebi torej odkupe, služnosti oziroma lastništva in torej to nekaj časa torej tudi traja, tako da ta projekt gre vseeno naprej. Torej sama izvedba in investicija, torej bomo pa, torej jo predstavljamo v 2023. Če bo pa sreča, pa bo v 2022. Še kakšno vprašanje morda? Vkolikor ne, razpravo zaključujem in torej dajem sklepe oziroma amandmaje na glasovanje. V skladu z našim poslovnikom in pa torej pravili moramo najprej torej potrjevati torej vsak amandma torej posebej in potem, ko so, če so potrjeni vsi amandmaji, se še potem potrdi proračun kot celota. Torej najprej dajem prvi predlog sklepa. Torej občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme amandma številka 1 k spremembam in dopolnitvam odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2022. Torej ta amandma 1, ki ste ga torej dobili v gradivo, je v bistvu preimenovanje oziroma drug naziv za projekt ureditev vaškega jedra v ureditev osrednjega trga v Selnici ob Dravi. Prosim, da z dvigom lističev predlagan amandma potrdite, torej 13 prisotnih, 13 za, amandma je potrjen. Potem je amandma številka 2, ki se nanaša na električno polnilnico in se glasi: v proračun se doda postavka 04.2.2.13, konto 420299 z nazivom polnilnica za električna vozila. Razvrsti se v podprogram 1603905 druge komunalne dejavnosti. Višina postavke je 14 000 evrov. S povečanjem proračuna se uskladi tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025, viri financiranja so prenosi iz preteklih let. Prosim, da z dvigom rok predlagam amandma potrdite. 13 prisotnih, 13 za, hvala. Na to
Aha, se opravičujem, torej tu je predlog sklepa, torej je krajši, zdaj smo ga imeli, torej sklep v cel amandma, ampak predlog sklepa je drugače krajši. Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme amandma številka 2 k spremembam in dopolnitvam odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2022, tako da prosim, če še lahko enkrat glasujete torej o tem amandmaju. 13 prisotnih, 13 za. Potem je pa amandma za nakup torej delovnega stroja za čiščenje snega v višini 6800 evrov in pa se predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme amandma številka 3 k spremembam in dopolnitvam odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2022. Prosim pa z dvigom lističev amandma podprete. 13 prisotnih, 13 za. Hvala. In pa torej sedaj torej sprejemamo oziroma potrjujemo celoten spremembe in dopolnitve odloka. Predlog sklepa se glasi: Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme spremembe in dopolnitve odloka o proračunu občine Selnica ob Dravi za leto 2022 po hitrem postopku. Prosim, da z dvigom rok predlagan sklep potrdite. 13 prisotnih, 13 za. Najlepša hvala. Torej s tem je proračun oziroma spremembe in dopolnitve proračuna za občino Selnica ob Dravi za leto 2022 spremenjen. Torej mi se bomo torej trudili, da bomo na prihodkovni strani še torej povečali in da bomo lahko seveda torej tudi tiste nujne investicije, ki smo jih zdaj torej morali črtati, torej tudi v rebalans, ki ga bomo predvidoma imeli v mesecu maju ali juniju, tako kot vsako leto, da bomo takrat lahko torej tiste investicije dodali in prioriteto bodo imele torej tiste, ki so bile zdaj torej izvzete. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo še na naslednjo točko, to je vprašanja svetnikov. Če ima morda kdo kakšno vprašanje. Prosim, Jasna. Pozdravljeni tudi z moje strani. Jaz bi v bistvu na tem mestu najprej pohvalila določene stvari, ki so se v zadnjem času torej zgodile, in sicer to dekorativno torej ureditev centra Selnice seveda pripomore k takšnemu boljšemu vzdušju. Po drugi strani bi tudi pohvalila torej ureditev te peš poti, ki je v bistvu vodi od bencinskega servisa oziroma od trgovine Tuš pa do križišča z Rušami, ker ta v bistvu cesta bila zelo nevarna za pešce. Zdaj pa vidimo lahko, da v bistvu je tudi narejena ta zaščitna ograja, pa me tudi zanima, če je tukaj predvideno potem tudi kasneje kakšno asfaltiranje ali to v bistvu ni bilo v načrtu, ker zaenkrat torej še tega ni. Po drugi strani, preko smo se pogovarjali torej o polnilnici za električna vozila. V vsakem primeru je to v bistvu zelo pohvalno, zaradi tega, ker seveda tudi naša občina nekako mora slediti modernizaciji. Po drugi strani pa seveda se mi zdi, ne vem, čudno, ker drugače Dravske elektrarne, njihova osrednja dejavnost je v bistvu pridobivanje oziroma zagotavljanje električne energije, tako da ne vem, kako je prišlo do tega, da so postavili torej to polnilnico, ki pač ne deluje. Tako da tu mislim, da bi naša občina lahko prihranila torej kar nekaj sredstev, če bi oni seveda to, ne vem, za to poskrbeli ali pa vsaj, da bi recimo stroški se, ne vem, lahko delili. To v zvezi s tem. Po drugi strani bi pa tudi pohvalila, da tudi v naši občini končno lahko tudi se brezplačno testiramo, ker sem slišala, da so naši občani v bistvu podali pobudo že dokaj kar nekaj časa nazaj, seveda, ko so videli, da je v sosednji občini, torej v Rušah in pa tudi v Lovrencu za to poskrbljeno. In seveda, ko sem videla, da torej v sosednji občini to torej deluje, sem seveda našo županjo takoj poklicala in sem jo vprašala, kdaj bo pa torej tudi v Selnici. In odgovor je bil, da seveda pač je težko zagotoviti kader, ampak mogoče v tem primeru, seveda v ne vem, podobnih situacijah mogoče boljše poiskati kakšen zasebni zdravstveni dom, ker mislim zaradi ekonomskega interesa so bolj pripravljeni torej se takšne, recimo takšne storitve poslužiti. Tako da v bistvu kot občanka Selnice ne bi želela, da so tisti bodisi, ki
niso preboleli ali pa niso cepljeni, da bi bili nekako smatrani kot drugorazredni državljani ali pa občani, ker je seveda iz tega praktičnega vidika torej v bistvu nemogoče se nekako zagotoviti si v bistvu osnovne storitve, tudi obisk zdravnika ni možen, torej če ne izpolnjuješ trenutno torej PCT pogoja. Tako da tudi če želiš se testirati, seveda in nimaš možnosti osebnega vozila, potem seveda pač, če nimaš tega potrdila, ne moreš niti na javni prevoz. Tako da izredna pohvala, da je torej v bistvu od ponedeljka, od tega tedna torej deluje tudi to. Mislim, da je to tisto, kar bi pač res zdaj ob koncu leta lahko pohvalili. Drugače pa bi ob tej priložnosti seveda pač tudi vsem zaželela prijetne praznike, tako da upam, da boste jih preživeli predvsem v okviru svojih družin, torej in da boste ostali tako zdravi in upamo, da naslednje leto torej bo situacija zdravstveno tudi toliko boljša, da se verjetno več ne bomo rabili pogovarjati o teh raznih PCT pogojih. Tako da hvala. Najlepša hvala za vprašanje oziroma pripombo. Bom morda torej še povedala glede brezplačnega testiranja, torej tako kot je bilo povedano, s kadrovsko je res izredno zahtevno torej bilo urediti. Zdaj smo pa je občinska uprava torej našla izvajalca, torej ki to izvaja vse dni v tednu in še v nedeljo, tako da je to zdaj res omogočeno in res številni občani so zelo veseli. Torej hvala tudi za, torej tako kot je že gospod Igor prej povedal, ponovno bomo stopili v navezo z zdravskimi, pa si obetamo, da morda pa bo torej našli rešitev, da ne rabimo tega investicije tudi sami izvesti v občini. Ja, pešpot je torej nekako začasna rešitev, ker veste, da država načrtuje rekonstrukcijo tega križišča v krožišče. Zdaj obljubljeno nekako, tako se govori nekje morda konc 22, morda že 23 in zaradi tega smo torej mi zdaj torej pristopili k začasni ureditvi. Torej ta trenutek ne bo asfaltirana, torej v tem leto in pol. Potem, ko bo pa država to uredila, tako nekje do polovice te pešpoti bo urejala država, takrat bo ona to asfaltirala in takrat, ko bo država asfaltirala, bomo mi asfaltirali tudi tistih zadnjih 150 metrov, da bo potem asfaltiran pločnik, normalen, torej tako kot je do tam, potem tudi do torej Majstrovih oziroma do Stršnikov, do tistega mostu. Torej meja obdelave tega krožišča je torej še tisti most zraven, ki je tam pri Stršnikovih, ko gre se čez. Tako da ja, zdaj, tako kot smo povedali, tudi v smeri proti Hojniku in pa dol proti Kobanki bomo verjetno nadaljevali z enakim načinom, torej da bomo urejali varne pešpoti. Država ima namen namreč cel ta del G1 skozi Selnico, torej čisto do Šturma pa torej tukaj od Viltoža rekonstrukcijo torej delati, obnavljati cestišče, ker veste torej, da je zelo slabo in takrat bo zraven torej delala tudi pločnike in jih asfaltirala, ampak ker mi vemo, da gre to zelo počasi, mi zelo pritiskamo in menimo, da je za nas torej najmanj, kar je, da je varna pot, torej da bomo zdržali z varno potjo pa z ograjo tudi nekaj časa z utrjeno površino, tako posebno, da se ne torej tudi ne praši in da bomo torej vsaj varno hodili. Tako hvala lepa torej seveda tudi za lepe želje za konec leta in pa za novo leto. Še kakor vprašanje? Vkolikor ni točko vprašanja, zaključujemo in gremo še na pobude. Je še kakšna pobuda? Prosim, Bernarda. Hvala za besedo, gospa županja. Tokrat nimam pobude, saj sem jih vso leto skrbno dajala in poročala z terena na željo občanov in občank. Sedaj pa imam eno zahvalo, tako gospe županji kot občinski upravi. Pred leti sem dala pobudo na željo občanov in tudi na svojo željo za čajno vežico na našem pokopališču v Selnici ob Dravi in z velikim veseljem se zahvaljujem, da tudi ta moja pobuda gre v uresničitev. Je verjetno mala za nekatere. Pred leti je bilo, ko sem to pobudo dala, so me malo čudno gledali, ampak v vseh ostalih občinah čajna kuhinja deluje. Predvsem, če imate v spomladi ali jeseni ali zimskem času pogreb, potem pride to zelo prav. Tudi sama sem to dvakrat doživela in to je vsekakor velika pridobitev in najlepša hvala za to pobudo, da se je uresničila.
Tudi v mojem imenu vsem lepe blagoslovljene praznike, tako božične kot novoletne, in ostanite zdravi. Hvala lepa, torej tudi za to pohvalo in zahvalo smo veseli. Še kakšna pobuda? Vkolikor ne, bi pa s to točko torej zaključujemo torej današnjo sejo. Torej preden se razidemo, torej vsem vam svetnikom res hvala za dobro sodelovanje v letu 2021. Torej hvala tudi vsem našim občanom, ki nas spremljajo, dajajo potem tudi pobude, kako naprej. In vam seveda v imenu celotne občinske uprave želim res vesele božične praznike. Želim vam, da bi ponosno praznovali tudi dan samostojnosti in enotnosti in pa da bi imeli v novem letu predvsem zdravja, veselja in osebne sreče in da bi tudi leto 2022 v našem občinskem svetu tako konstruktivno nadaljevali, da bi izpolnili ali pa izvedli čim več projektov za olepšanje in pa za izboljšanje kvalitete življenja in dela v naši občini. Tako da hvala lepa še enkrat in pa srečno.